tokrat v občinskem informatorju. Desterniško društvo dobilo objekt za športne dejavnosti v brezplačen najem. Nekateri gostinci na Ptuju že odprli vrata, drugi še čakajo. Vuzenica kmalu bogatejša za kulturno-upravni center. Za izdelavo motorja iz čokolade je potreboval kar 380 ur. Državni sekretar Andrej Čuš tudi o novih razpisih za zagon gospodarstva. Invalid in njegove knjige. Lepo pozdravljeni. Po letu in pol dogovarjanj je občina Desternik dodelila društvu upokojencev Sveti Urban Desternik objekt pod vrtcem. V izgradnjo in urejanje objekta so člani društva že vlagali svoj trud, pa tudi material. Ker pa se po zakonu ne da lastništva napisati na društvu, so se na glasovanje odločili, da sprejmejo ponudbo občine za 20-letni brezplačni najem objekta. Felix Majerič iz Društva upokojencev Sveti Urban Desternik je povedal, da so že pred leti izdatno pomagali pri gradnji objekta, saj so želeli v svoje vrste vnesti tudi nekaj športnega duha. V objektu pa bi imeli prav športne aktivnosti za svoje člane. Ampak zaradi zakona, vse tako pravi, je to nemogoče, pa tudi moje osebne mnenje je, da je boljše, da nismo mi lastniki tega, kajti društvo ima tako mali finančni prihod, da verjetno tega objekta ne bi mogli sami vzdrževati. To nas je potem vodilo k temu, da se pač podpišemo tako pogodbo, ki jo je občina pripravila. Zdaj so podpisali pogodbo za brezplačen najem objekta za 20 let, s tem se je strinjalo 21 članov od 21, torej soglasno vsi. Jaz mislim, da je to na vse zadnje tudi ugodno, kajti vsej glede tega objekta se ne bo vnesel nihče, ne občina ga nikar ne bo vlekla, še najmanj pa društvo upokojencev. Danes smo pač to podpisali. Vem, da zakaj mi, namreč predsednik je bil absolutno proti, da se to podpiše, je dal tudi odstopno izjavo, tako da še bomo zdaj imeli še en problem iskati novega predsednika. Vem, da smo na zadnjem izrednem sestanku društva izvolili podpredsednico, izvolili oziroma imenovali za podpis te pogodbe. Bila je soglasno potrjena, se pravi od 21 članov 21 je glasovalo, da ona to pogodbo podpiše. Zadovoljen, da so se upokojenci tako odločili, je tudi desterniški župan. Vse so tudi sami delno gradili, že seveda so investirani strani občine. V tem letu in pol nam je uspelo pripeljati dokumentacijo do konca, tako da imajo danes uporabno dovoljenje in seveda sedaj od današnjega dne je tudi predano njim v uporabo in izključno njim v uporabo. Če bodo se seveda oni odločili, da bodo koga gostili ali kakorkoli, je to zopet njihova stvar. Z tem podpisom današnje pogodbe so dobili upokojenci za svoj trud, za svoj vložek, ki smo ga ocenili, bom rekel, ne preveč ostro, ampak bolj tako z daljšim metrom, za 20 let v uporabo brezplačno. Sicer pa župan že vseskozi podpira upokojence. Vedno so imeli upokojenci primat v naši občini, v stari občinski stavbi Vintarovci 50 so imeli dole tudi prostore, vedno je to bilo brezplačno. In vse smo naredili, vse možnosti, ki smo jih pač videli in izkoristili, da smo jim tudi sedaj dali za 20 let brezplačno v najem. Če me vprašate, čez 20 let bo verjetno takratni župan pa upošteval 90% znižanje najemnine, kar bi pomenilo tam okrog 300 evrov na letni ravni. A do takrat je še daleč. Zdaj je na vrsti urejanje prostora, kjer se bodo družili in rekreirali. Obiskali smo Ptuj v času, ko so že dober mesec dni ponovno lahko odprte terase gostinskih lokalov, pod posebnimi pogoji pa je mogoča strežba tudi v notranjosti. Pretirane gneče ni bilo opaziti. Morda bi to lahko pripisali temu, da vreme še ni nič kaj poletno. Nekateri gostinci na Ptuju sicer še vedno niso odprli vrat svojih lokalov. Konec maja na Ptuju eden izmed najbolj znanih hotelov, Mitra, še ni odprl svojih vrat. A jih bo v kratkem. Če odpremo cel objekt. In cel objekt pa
smo se odločili odpreti takrat, ko mislimo, da bo pač dosežena neka kritična masa, kritična količina povpraševanja, zato da bomo lahko ustvarili nek minimalni promet za to pokrivanje stroškov poslovanja. In to bo med 8. in 10. junijem. Odločili smo se, da v maju zdaj še dokončamo določene manjše prenove, trenutno pleskamo, preurejamo in tako dalje. Pripravljamo objekt za odprtje. Kljub temu, da imajo v sklopu hotela kavarno, je ta namreč trenutno zaprta, saj želijo odpreti v celoti. Rezervacije za junij pa že imajo. To je 29 sob, 62 ležišč, kategorije 3 zvezdice plus in zraven tega seveda tudi kavarnica z ponudbo lastne pražene kave, potem wellness, manjši wellness butični, vinska klet z vinoteko in manjši seminarski prostori. Jeseni 2019 je Ptujčan, ki je bil pred leti tudi tekmovalec v šovu Gostilna išče šefa, odprl prijeten bistro. Mi smo Bistro Luk, taka naša lokalna neka zelenjavica, tako da ja, imamo kar opestno ponudbo, od zajtrkov, brančov, potem kosil, smo kot rahli steakhouse, pa malo mediteran, malo paščevi žot, tako da imamo marsikaj za ponuditi, odlične kavice, še boljša vina, pa seveda dobra energija. Delovanje je bilo do zdaj precej okrnjeno zaradi epidemije, a se ne dajo. Pa ja, mi smo se mogli truditi, ker pač komaj smo začeli in smo vložili svoj neki kapital v neko prihodnost in smo pač vztrajali, mogli smo vztrajati. Vse smo pobrali, vseh krempov smo pobrali, vse prihranke in zdaj gremo naprej, s polno paro. Ja. Smo kar v polni zasedenosti, hvala Bogu je mestnem medru, ko je lepo vreme, kar dosti obiskovalcev, ko je smo hendikepirani vsi, tako da upamo na lepo vreme in na turiste. Dobili so tudi možnost širitve terase. Mi zdaj v mestni občini mislim, da smo gostincem pristopili na pravi način naproti. Mi smo jih v celoti oprostili zdaj že drugo leto, za celotno leto plačila teras. Torej javne površine dovolili smo, da se razširijo, kjer je to seveda mogoče, tudi zaradi prometa in zaradi drugih okoliščin, da pač lahko postavijo zdaj več miz. Potem smo seveda tudi tiste lokale, kjer je bila prepovedana dejavnost in so v občinski lasti, smo oprostili najemnine. Vsem ostalim pa smo namenili že zdaj drugi razpis v višini 50 000 evrov, na katerega se lahko prijavijo, da si vsaj en del pokompenzirajo. Seveda vemo, da je to mogoče kaplja v morje, ampak jaz verjamem, da vsaka pomoč šteje in ko se štejemo, jaz upam, da na koncu bo dovolj, da bomo preživeli vsi skupaj. Solastnik kavarne Bodi prizna, da mu je gostinstvo v krvi, ter da je težko, da ne počneš, kar si v življenju izbral za svoj poklic. Ti časi so bili seveda za vsakega nosilca dejavnosti, ki je bila kakorkoli okrnjena, verjetno malo bolj naporni, a še posebej morda za tiste, ki nismo lastniki svojih poslovnih obratov. In mislim, da tako kot mi vsaj, se je marsikdo mogel znajti na svoj način. Ne. Seveda pa smo komaj čakali, da odpremo v bistvu posel, ki smo si ga zastavili oziroma zadali, naredili nekako sami. Ne. In s velikim veseljem zdaj čakamo na to, da se mogoče zadeve normalizirajo ali pa mogoče naredi kakšna nova, malo bolj lepša normalnost. Vidi se, da so ljudje v času epidemije spremenili navade. Kar jaz upam, da bojo začeli zdaj nazaj to se spet privajati, da se lahko gre ven, da se lahko gre na nedeljsko kosilo, ampak seveda ukrepi so omejujoči, to je dejstvo in predstavljajo neko oviro. Dostikrat pomenijo že tudi te psihološke ovire, ki seveda jih je potem težko kar tako spreminjati. Mnogi gostinci tudi na Ptuju so se v tem času odločili za prenovo, a tudi to je bil svojevrsten izziv. Mi smo ta čas izkoristili tudi za širitev notranjosti, sicer bo to znano oziroma odprto kmalu. Bilo je zabavno nekako najti to razmerje, kako hkrati vlagati z ničnim prihodkom, ne iz dejavnosti, ampak se pravi, marsikdo se znašel potem in se lotil česa drugega. To opaža tudi županja. Tudi gledam, da je veliko gostincev ta čas izkoristilo za investicije, da so osvežili svojo podobo, ponudbo, tako da so zdaj še bolj privlačni, kar me zelo veseli. Naš sogovornik še podeli svoje mnenje o omejitvah strežbe v notranjosti samo ljudem, ki so koronavirus preboleli, so testirani ali pa cepljeni. Strežba v notranjosti je dovoljena, kar je za to muhasto vreme zdaj zelo primerno. Je pa res, da to je sicer moje osebno mnenje, se mi zdi, da ti pogoji, ki so mogoče rahlo diskriminatorno delujejo na tiste zdrave posameznike, ne, ki so zdaj izločeni iz nekaterih bonitet normalnega življenja. Trenutno je zaprta tudi kavarna tete Fride v samem centru Ptuja.
Iz podjetja so nam v pisnem odgovoru pojasnili, da sporočajo, da se teta Frida po epidemiji odpira tudi v najstarejšem slovenskem mestu, a kdaj, niso povedali. Dejstvo pa je, da se vsi veselijo vrnitve normalnega utripa na ulice Ptuja, saj trenutno še manjka tista pozitiva, ki so jo vajeni, predvsem pa smeh in glasba. V prostorih občine Vuzenice je potekal podpis pogodbe, ki je izrednega pomena za omenjeno občino. Gre za gradnjo kulturno-upravnega centra, gre za enega največjih projektov v zgodovini. Obstoječe prostore bodo obnovili in dogradili nove. Vrednost investicije znaša 1,7 milijona evrov. Čeprav se zdi nemogoče, se bodo dela zaključila v letošnjem letu. Pretekli teden je župan Vuzenice podpisal pogodbi, ki sta za Vuzenico zagotovo izjemnega pomena. Moram reči, da je danes za občino Vuzenica en zgodovinski dogodek. Vedno, ko smo pred podpisom kakršnekoli pogodbe, ga Vuzenica jemlje kot veliko čast, da lahko tudi v naši občini gradimo velike projekte. Vuzeničani bodo kmalu bogatejši za kulturno-upravni center, idejo pa so že pred leti z veseljem podprli. Ob predstavljanju leta 2019, ko je bil tudi v javni obravnavi in razgrnitvi ta idejni projekt, so občani na mojih zborih občanih, ko sem predstavljal proračun za leto 2020, z odobravanjem pozdravljali ta idejni projekt in seveda danes smo pred tem, ko predajamo tudi namen pričetka gradnje tega objekta. Želja je bila objekt narediti kot osrednji prostor. Arhitekt se je, kot pove, pri snovanju tega projekta dobro počutil. V tej hiši bo združene vse mestotvorne dejavnosti, od kulture, upravnega centra in nekako ta projekt je poizkus nekako ustvariti večplastni objekt, ki bi nekako funkcioniral za vse potrebe centralnih dejavnosti in iz tega stališča bi naj bil finančno vzdržen. Obstoječe prostore bodo obnovili in dogradili nove. Gre za kulturno in upravni del, torej kulturni del bo v spodnji etaži, kjer bo dobilo svoj nov prostor Vaška godba Vuzenica, krajevna knjižnica in pa seveda večnamenski prostori, ki bodo namenjeni tako za upravljanje protokolarnih stvari, predvsem pa tudi za vodenje politike z sejno sobo in pa mora biti tudi z idejami o galeriji, o različnih razstavah in pa številnih drugih prireditvah. Višina investicije znaša nekaj več kot 1,7 milijona evrov. K temu moramo povedati, da smo pridobili s strani Ministrstva za kulturo 500 000 evrov ali pol milijona evrov, ostali del zagotavljamo z občinskega proračuna in pa tudi z zadolžitvijo, glede na to, da smo imeli ta projekt nekako načrtovanega v 2 letih, torej v letu 2021 in 2022, zaradi ugodnega razpisa in rokov izvedbe se držimo tistega, za kar smo pravzaprav tudi kandidirali na Ministrstvu za kulturo. Društva, ki delujejo na tej lokaciji, bodo začasno preseljena. Za vse je bilo poskrbljeno, torej zahvaljujem se tudi društvom, ki so pomagali pri selitvi. Čeprav se zdi nemogoče, se bodo dela zaključila v letošnjem letu, se je rok vezan na razpis. Izvajalca del, podjetji Kuster Invest in SGP Pokaržnik, sta z deli pričela že v preteklem tednu. Vodja kuhinje v pohorskem hotelu Zarja se je med dolgo epidemiološko pauzo, ko je bil hotel zaprt, lotil posebnega projekta. Naredil je motor iz čokolade. Ta je brez biskvita ali katerega drugega materijala, ki bi bil za oporo. Siniša Peradin je kar 380 ur porabil za izdelavo motorja iz čokolade, ki nima nobenega posebnega ogrodja, ki bi čokoladi pomagal obdržati obliko. Posebne tehnike so tu pri čokoladi, nekaj je treba vedeti. Pač topi se na 50 stopinj, pol pa se temperira na 28 do 30 stopinj in se takrat čokolada začne delovati na marmorni plošči. In kar nekaj dela je bilo s tem, tako da. Motor je kot čoper znamke Harley Davidson. Ima luči, potovalno torbo, oznako znamke, napise. Posebnost pa je tudi števec prevoženih kilometrov. Števec je pa iz Hostije. Jedilno je vse, kaj razen, bom rekel, tudi, ko so pač ledike not. Skrito je vse, tako da se to nič ne vidi. Napisi so pa tudi sprintani z računalnika, pa so pošpricani. Tako da to je edina šablona, bom rekel, kaj sem delal. Iz vsega ostalo je pa vse bilo ročno delo. Smerniki delujejo, saj so povezani z žico do baterije. To je trebalo skriti v čokoladi, ker za tekmovanje, naprimer v artistiki, če smo bili pripravljeni, da bi nekje
polovicom ali konc marca bi to se dogajalo v Klagenfurtu, pa žal korona je to preprečila, ne? In oni takrat ocenjujejo izdelek in vse, kaj ni jedilno, če se kaj da, mora biti skrito, da se ne vidi, ne? Tako da te žičke so not v čokoladi, stekla so pa iz sladkorja narejene. Vodja kuhinje je pravzaprav motorist, ki je tudi član lokalnega motorističnega kluba. V klubu Pohorski Jabolki, to je v Hočah, sem ponosen, da sem v tem klubu in ne vem, odtud mi je tudi prišla ideja, da bi ker vozim motor, pa imam rad motor in sem se odločil, da to začnem delati in tako je ta izdelek rato, ne. Sicer pa dela kot vodja kuhinje v pohorskem hotelu Zarja, ki ga bodo 1. junija ponovno odprli za goste. Med zaprtjem pa si je vzel kar 380 ur za ustvarjanje čokoladnega motorja. Res je, časa je vedno, ne, samo bolja mora biti in tudi v kuhinji marsikaj se iz čokolade ali kaj rečemo dela kakšne okraski ali pa tako da, ja, skozi nekaj novega, samo naprej treba iti, ne. Nič stati, nič spati, ampak naprej, ne. Sam motor pa so postavili prav v hotelu, kjer ga bodo lahko gostje tudi videli, jeseni pa ga bodo odpeljali na razstavo. Zdaj smo ga dali v steklo, da se zaščiti samo zaradi tega, ne, da ne ve kdo ga diro pa polamo, ne. Pričakujemo, da bi oktobra bilo pri nas GTZ, mislim, da bi to, koliko sem jaz nazadnje slišal, da bi bilo v Ljubljani, ne, in takrat bi šli z njim na razstavo, mogoče kakšne detajle bo še treba popraviti, seveda, ker to je zdaj kar en cajt. Pa bi šel, z njim bi šli hotel Zarja na razstavo, tam po merah je, mora biti, ne sme biti daljši od 1 metra, tako da je 96 centimetrov je dolgi, ne, pa 1 meter visok, ne. Tako da mere štimajo, ne, pa tudi bi se udeležil zraven Magic Box, ne, to je pa tekmovanje v kulinariki, ko je, tako da bi, če že gremo tja, bi to bilo tudi eno zraven tekmovanje, ne. Umetnik v kuhinji je sicer bil že večkrat nagrajen. Smo bili večkrat, ne, mislim, da na vsakem do zdaj od teh 10 letih 10-krat, razen zdaj, ko je eno leto izpadlo zaradi krize koronske epidemije, ne, in če se bo zdaj še bi šlo, enkrat bi šel, pol pa ne grejo samo mladi, da jaz mislim, da je bilo dovolj, ne, da ne bi konkurenco delal svojim otrokom, tako bom rekel. A tudi, če bo že prenehal tekmovati, ne bo nehal ustvarjati čokoladnih izdelkov. Andrej Čuš, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je za naš medij povedal, da ga veseli, da smo kot država in narod pokazali neko mero sodelovanja, stopili skupaj in upoštevali ukrepe, da gredo zdaj ti ukrepi v smer zelene faze. Državni sekretar Čuš upa, da bo v Sloveniji pravo poletje, do takrat pa bo treba še kaj narediti za zagon družbe in gospodarstva. Ja, veseli me, da smo kot država in kot narod pokazali neko mero sodelovanja, smo stopili skupaj, upoštevali ukrepe in da grejo seveda ti vsi ukrepi v smer zelene faze. Jaz se nadejam, da bo to že dokaj hitro, vprašanje dni ali pa tedna, 2. Zagotovo pri tem koristi seveda tudi in zahvala medicinskemu osebju, zdravnikom, zdravnicam in seveda vsem, ki so omogočili, da smo pridobili zaščitno opremo in cepivo. Tako da to res poteka, sam sem tudi tega hudiča prebolel, tako da ni taki hec, kot pravijo nekateri, in sem vesel, da smo seveda zdravi. Kar se pa tiče zdaj Slovenije kot take, pa tudi moramo biti kar veseli. Mislim, da kar se tiče gospodarstva, smo v primerjavi s sosednjimi državami malo pred njimi, ne, torej na Dunaju so komaj pred 3 dnevi odprli gostilne in turizem, medtem ko pri nas to že recimo, da vsaj 2-3 tedne traja dlje več, tako da tudi gospodarstvo se je zavedalo situacije in upoštevalo vse ukrepe in veseli me ta statistika, ki vedno gre v smeri zniževanja tega, da bomo to premagali in da bomo imeli normalno poletje. Do takrat pa seveda dajmo se držati teh ukrepov in
narediti nekaj za zagon družbe in gospodarstva. Pravi, da zdaj skrbijo za ponoven zagon gospodarstva ne samo v mestih, ampak tudi na podeželju. Zagotovo pa tudi na našem ministrstvu pripravljamo številne razpise in ukrepe za zagon gospodarstva, novih delovnih mest, ne samo v mestih, tudi na podeželju. Mislim, da so Slovenske Gorice poleg Haloz eno izmed območij, ki si zasluži posebno obravnavo in pozornost, kar se tiče države. Tako velja tudi za Destrnik, kjer je bil ob občinskem prazniku. In prepričan sem tudi glede na predstavitve in možnosti investicij in projektov, o katerih razmišlja v občini Destrnik, da bomo tudi mi kot država lahko šli naproti. Nam je ambicija in želja zadržati vsako delovno mesto na podeželju, je veliko vredno. Pred 6 leti se na Destrniku odprl vrtec, so bili nekateri, bom rekel, žlehtni jeziki, ampak danes vidimo, da so vsa mesta polna in tudi mislim, da se obrača trend. Mlade družine gredo raje na podeželje, kjer je boljša kvaliteta življenja, boljši zrak, vsak si lahko poskrbi za samooskrbo, tisto nekaj malega in pa seveda tudi ni takega vrveža. Tako da ti trendi se tudi v Evropi obračajo. Jaz pa sem seveda prepričan, da v tem letu, ki še je vladi ostalo, ne bomo pozabili, odkot smo in za koga delamo. In ob tem upa, da se bo situacija tudi s pomočjo ministrstva obrnila na bolje. Igorja Plohla je padec strehe zaznamoval za vse življenje. Potem, ko je skoraj obupal, se je odločil boriti in danes je izdal številne knjige, ki ozaveščajo o poškodbi hrbtenjače in invalidnosti. Njegovi slikanici pa sta na voljo tudi na ameriškem trgu. Igorja Plohla iz Lenarta je pred leti doletela nesreča, ki mu je spremenila življenje. Sem pomagal doma pri starših prikrivati streho. Nekaj dni prej je pri njih divjalo hudo neurje, ki jim je razkrilo dom in tako me je mama prosila, da bi prišel domov pomagati pri popravilu. Ko smo že skoraj da končali z popravilom strehe, se mi je na lestvi zlomil klin, zaradi katerega sem padel približno 3 metre v globino in si zlomil hrbtenico. Sam je bil učitelj, zato je iskal način, kako svojim učencem približati njegovo invalidnost. Še tisti zadnji teden, ko sem bival v Soči, me je poklicala mama ene moje bivše učenke iz osnovne šole Bojana Iliha in mi povedala, da so se starši in pa njihovi otroci odločili, da bodo zame pripravili dobrodelno prireditev. Ta dobrodelna prireditev se je res zgodila, takrat skoraj točno na moj 30. rojstni dan. In ta dobrodelna prireditev me je napolnila silovito notranjo močjo in energijo. Na nek način sem dobil krila, motivacijo, da sem se potem soočil z vsem tem, kar se mi je zgodilo. Nastala je prva knjiga. Ilustracije so narisali učenci sami. Sem, da jim bo verjetno nerodno, ko me bodo videli na invalidskem vozičku, da si verjetno noben ne bo upal vprašati, kaj boš pa zdaj učitelj, kako boš nadaljeval svoje življenje, kaj boš počel ali pa kaj se ti je zgodilo. Zato sem se odločil, da jim na vsa ta vprašanja, ki bodo verjetno nekje v zraku, da jim na vsa ta vprašanja odgovorim s pomočjo pravljice o levorogiju. In moji otroci so takoj ugotovili, da rogi pomeni Igor. Torej, če rogi prebereš nazaj, dobiš Igor. In oni so takoj ugotovili, da gre za mojo zgodbo, da gre za moje želje, ko sem jim to pravljico na tem dobrodelnem dogodku tudi prebral. Ravnatelj jo je želel shraniti v šolsko knjižnico, a takrat jo je v roke dobila direktorica založbe Pivec. Njo je ta pravljica in te ilustracije tako nagovorila, da se je odločila, da bo izdala slikanico. V letu 2019 je založbi, ki je izdala njegove slikanice, uspel dogovor z založbo s tujine. Pretekli mesec so izdali njegovo prvo slikanico. Pred enim mesecem je pa išla tudi slikanica Lucas Maxa Comeback pri ameriški založbi Holiday House, ki bo osveščala ameriške otroke o invalidnosti in drugačnosti. In ta slikanica je nastala na podlagi slovenske slikanice Leorogi najde srečo. V juniju pa bo luč sveta zagledala še ena. V juniju bo pa izšla še ena slikanica o levorogiju na ameriškem tržišču, to je pa slikanica Lucas at the Paralympics. Ta slikanica pa otroke osvešča o športu invalidov in o paraolimpijskih igrah. Omeniti moramo še slikanico, ki je nastala potem, ko se je Igorju uresničila želja, za katero je menil, da ne bo mogoča. Odpravil se je na safari. 2019
s pomočjo dveh prijateljev odpotoval v Tanzanijo, kjer smo si ogledali narodne parke. Torej smo dejansko v živo videli praktično vse velike afriške živali. Poleg tega smo pa obiskali tudi masajsko vas Olopopongi. No in na podlagi te zgodbe, izkušnje je nastala nova, torej zadnja slikanica o levorogiju, ki nosi naslov Levorogi v Afriki. In ta mi je še posebej pri srcu. Igor, sicer profesor v bolnišnični šoli, ki deluje na kliniki za pediatrijo UKC Maribor, veliko časa posveti osveščanju otrok in mladostnikov o posledicah poškodbe hrbtenjače in invalidnosti. Slikanica o levorogiju gotovo pripomorejo k temu. Zdi se mi, da je potrebno graditi na osveščanju pri otrocih. Če bodo osveščeni otroci, potem bodo osveščeni tudi kot odrasli. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.